Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Še dobro, da imamo Bojana Požarja. Poročilo KNOVS o aferi Slovenska vojska je spet nedvoumno. Največjo politično odgovornost tudi tokrat nosi obrambni minister Karl Erjavec. Ampak po zaslugi 4 poslancev koalicije, Matjaža Nemca, Jerce Korče, Branka Simonoviča in Monike Gregorčič, to ostaja državna skrivnost. Ni čudno, da gre Karlu na smeh. Vi pa gledate 39. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, čigav je Petrol. Bo Marjan Šarec res prodal Petrol Rusom? Drugi blok jedrske elektrarne Krško Američanom, Petrol pa Rusom? Zakaj je s čela Petrola odletel menedžer leta? Ali bo pristal v ruskih rokah? In kakšno vlogo pri tem igrajo odvetniki, nam bosta povedala naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj in odvetnik Vladimir Bilič, specialist za korporativno pravo. Dobrodošla. Čer. Lucija, Vladimir, preden gremo na današnjo glavno temo, bi te vprašal, Lucija, Miha Škrbinc, razrešeni poveljnik sil Slovenske vojske, je tvoj klient, ne? Je. Kakšno je zdaj stanje v njegovi pravdi zoper to razrešitev? Torej gre za pravdo, ne vem, tega ne zastopam jaz delovnem, ampak midva preganjava, kako bi rekla, gospoda Erjavca. In sva njegova slaba vest in ravno zdaj sva se pogovarjala, da je treba pospešiti postopek in zahtevati od tožilstva, da vendarle ukrene neki 6 mesecev bo minil, kar smo dali v vadbo, ni še rezultatov, tako da zdaj že javno lahko povem, da bomo tudi pisno urgirali, zadeve so se še bolj razčistile v tem času, tudi umik zoper njega naznanila kaznivega dejanja se je zgodil, kar jasno kaže, da je imel prav s to kazensko vadbo. Kaj mu v bistvu vidva očitata Erjavcu s to vadbo vojno? Ja, se veš, klasične zadeve, ki se očitajo, ne, gre za prekoračitev pooblastil, zlorabo pooblastil. Zdaj, več bomo bolj, ko bo... Ok, ja, razumem, ampak to me zanima. Zdaj to poročilo KNOVS, ki je tajno, ne? Se pravi, 4 poslanci koalicije so bili proti temu, da postane javno, 4 poslanci opozicije so bili za, je bilo 4-4 in je Zmago Jelinčič je pa strateško manjkal in zdaj ni postalo javno to poročilo. Zdaj to vama v sodnem postopku lahko kaj korist ali ne, če je tajno to poročilo? Ja, lahko, seveda, ni to tako tajno, da bi bilo tajno za sodišče. Se pravi, ne moramo na faktorje govoriti, na sodišče pa lahko o tem. Tako. Ok, super. Imaš pa ti, Vlado, tudi eno svojo izkušnjo, čisto osebno, ko je šlo za prekoračitev pooblastil. Namreč pred leti, čeprav vem, je policija vdrla v tvoje prostore, ker naj bi preiskovala neke tvoje stranke in ti zaplenila med drugim tudi računalnike. To drži? Drži, ja. In kaj se je pa zgodilo s tem? Zadeva je postala pravno sporna. Mislim, tudi šla je na ustavno sodišče in je bila v bistvu neka tekma s časom, a bo prej policija preiskala vsebino ali bo ustavno sodišče prej interveniralo v zadevi. Zdaj trajalo približno 1 leto, da se je zadržalo izvajanje preiskovalnih dejanj. Čeprav policija je imela 1 leto časa, da počne s tem, kar si imel na računalniku, kar hoče v bistvu. Praktično, ja. Sicer je bilo to zapečateno, ne, ampak tebe ni tam, seveda. To so relativno, ko rekel, enostavni pečati, tako neka nalepke in nek podpis čez te nalepke. In ti si imel gor tudi v drugih, se pravi, svoje stvari kot odvetnik in policija je to mirno... Ja, vse. Ja. In to je že zdaj koliko let od takrat? Pa od samih hišnih preiskav je 6 let. Naprimer. Jaz mislim tudi, da je dosti indikativno, da v tem času niti zahteva za preiskavo še ni bila. Se pravi, ko je bil za njih razlog, da so šli tudi k tebi po preiskavo, se ni potem nič zgodilo več naprej? Zaenkrat ne. Lucija, kako ti to komentiraš? Torej, jaz mislim, da je, zdaj govorim malo na pamet, ampak mislim, da je 5-letni rok, v katerem oni morajo to nekaj narediti s tem, ne. Tako da zdaj, če je predano to v preiskavo kot ovadba, preiskovalnemu sodniku bi moral absolutno ali uvesti preiskavo
ali pa zaslišati vse obdolženca. Tako da, torej, ali pa če pa policija ni nič dala, je pa dejansko zadeva kritična, ker človek je ves čas pod nekim stresom, sej pozabiš, ampak ves čas nekako, da ima policija to pri sebi, vzbuja negativne občutke. Ljudje so v tem primeru zelo nemočni. Ko je zadeva na sodišču, se da z roki, z EKP-jem, dokler je pa na policiji, pa to malo težji. In tudi je treba biti zelo pozoren na te oznake, kako se pečatijo diskete in te zadeve, ker velikokrat se zgodi, da ugotoviš, da so vmes spreminjali vsebino. No, vse to me zanima, ti si dobil ta računalnik nazaj po Vladu? Jaz sem dobil nazaj, sam so pač naredi se tako imenovani imidž diska in potem se pač to zapečati in Ustavno sodišče je potem izdalo izdalo odločbo, da vpogledovati sme samo preiskovalni sodnik. Torej nobena tožilstvo seveda lahko prisotno. Ampak tu je cela vrsta nekih drugih spornih vprašanj. Recimo, v 2 letih ni bila vložena preiskava in bi vse gradivo, ki je bilo zbrano kot neka podlaga za odredbo o hišnih preiskavah, bi moralo biti izločeno in s tem bi padla tudi sama odredba. Ampak pač to se enostavno ne zgodi. Moram reči, da nismo pravni analfabeti, da se ne bi znali braniti, ampak enostavno ti argumenti v konkretnem primeru ne naletijo na neko, jaz bi rekel, presojo ustrezno. Jaz mislim, da mora biti veliko na tem, da se sodstvo trenutno tudi boji zadevo končati na način, da postopek ne bi stekel. Torej, govorimo o kazenski postopek, kjer nimamo še niti zahteve za preiskavo, ker bi se seveda ulica in populistični mediji takoj dvignili, da spet bi bile zgodbe o tajkunih, ki gredo iz zgodb ven nepopraskani. Ampak ti si v bistvu tle kolateralna škoda, se v bistvu niso niti preiskovali tebe, ne? Pa se jaz mislim, da nisem edina kolateralna škoda v teh nekih kvazi tajkunskih zgodbah. To nisi, ampak dobrodošel med nami. Ja, hvala. Gremo na današnjo glavno temo. Lucija, Petrol. Zdaj, Petrol je nekako tako, kaj bi rekel, Petrol, Telekom, Krka, to rečeš dragulji, kar je še družbene lastnine v slovenski lasti. Zdaj, katera kovina je, bomo raje danes ne bi, da se ne bi preveč pri tem zadržali, ampak vendarle je to nek pribor, ki ga daš na mizo takrat, ko je neka velika obletnica, ne uporabljaš vsak dan. Zdaj ta Petrol, kako si ti recimo videla to zgodbo, čist kot nekdo, ki pač gledalec, ki nisi neposredno v to vpletena, kako je ta zadeva šla? Govorimo seveda o menjavi uprave Petrola. Torej, dejansko jaz se s tem korporativnim pravom kot kolega ne ukvarjam, jaz to spremljam in po informacijah potem potegnem neke zaključke iz tega. To me zanima, to je ta, kak imaš ti v bistvu občutek tu? Ja, ta občutek je dost neugoden občutek imam, da je dejansko prišlo do tega, da je bila uprava razrešena, ne glede na to, da ne bi odstopila in da je to posledica obiska v Rusiji. Mislim, da je to torej, govorim zdaj čisto povsem na pamet, po informacijah, ki jih dobivam in ki jih sama povezujem. V Rusiji je bil tudi Janković, vemo, da ima Janković otroka, ki mu je ime Mercator, poleg tistih 2, ki sta že tudi v stečaju, skratka, otroke v stečaju. In je stvar takšna, da to je nehote lahko človek poveže Šarca, Jankovića v Rusiji, Berločnika in upravo, ki odstopi in ne odstopi, nihče ne ve zakaj. Potem se govori, kar naenkrat se začne govoriti pa o Hanu, kot smo ugotovili, in o njegovih čistilkah, kot da smo res popolni idioti. Mi vemo, da je Petrol ena redkih zadnjih podjetij, ki je
vse v tretjinski, če se ne motim, če Ja, ne je lasti tretjinski, ja. države, da se bo verjetno prodala in da mi vsi vemo, da pri taki prodaji ne bo ves denar dobila država, ampak si ga bo tudi kdo pod mizo dal. A ne? Tako da sem prepričana, jaz bi skoraj rekla, da je Berločnik tukaj bil proti prodaji, ampak to so samo moji občutki. Ja. Se nekako tako se da zgodbo razumeti, ampak bomo se še vrnili k temu. Vlado, koliko nenavadno je, da vlada, ki je prek SDH tretjinski lastnik Petrola, druge lastnike sprašuje, če kaj vejo, zakaj je nadzorni svet zamenjal upravo. Ja, to je precej nenavadno, mislim, z vidika, če gledamo na državo kot lastnika. Nadzorni svet je pristojen seveda in imenovati in odpoklicati upravo. Je pa zato lastnik, oziroma so pa to lastniki pristojni izvoliti člane nadzornih sveta in jih odpoklicati. Vsekakor pa neka taka poteza, kjer gre za nek odpoklic članov uprave strani nadzornega sveta po kakršnih koli civiliziranih pravilih in pričakovanjih terja, da se o razlogih za to obvesti lastnika. In ne nazadnje, člani nadzornega sveta so predstavniki lastnika, oni so predstavniki kapitala. Mi imamo člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala in v določenih primerih tudi predstavniki delavcev. In če so predstavniki kapitala, je za pričakovati, da bodo ta kapital, torej te lastnike, o razlogih za to obvestili. In to je skrajno bizarno in nenavadno. V nekem zasebnem podjetju to ni nikakršne šanse, da bi se kaj takega zgodilo. Tudi na dnevnem redu ni bilo te točke, to je padlo kot iz neba. Tako da, torej, verjetno uprava je že vedela, ampak da bi to uradno bilo na dnevnem redu, pa mislim, da celo ni bilo. Na začetku ni bilo, saj si bomo pogledali v nadaljevanju, kako je cela zgodba šla, ampak predlagam, da si na tej točki vzamemo malo premora, se vrnemo po oglasi gledalci, ko nadaljujemo s komentiranjem, čigav je Petrol in ali bo na koncu res pristal v ruskih rokah. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec-Ušaj in Vladimir Bilič. Pogovarjamo pa se o tem, čigav je Petrol in ali bo na koncu res pristal v ruskih rokah. Lucija, preden smo šli na oglase, je Vlado povedal, da je normalno, da pač nadzorni svet obvesti lastnike, če namerava razrešiti upravo. Pri nas imamo pa Vlado, ki je pač tretjinski lastnik prek SDH-ja in vztrajno ponavlja od predsednika vlade navzdol, da nihče nič ni vedel o tej načrtovani zamenjavi. A to pomeni po tvoje, da je pač ta neka pravna kultura na tem področju pri nas še toliko šibka, po ne vem, slabih 30 letih samostojnosti, ali pomeni kaj drugega? Tle lahko pomeni to in drugo. Lahko pomeni tudi, da se Šarec enostavno pač prikriva informacije, ki jih ima. Jaz težko verjamem, da bi šla taka odstavitev, ne da bi vedel predhodno za to. Če je vedel, je pa... In če ni vedel, je tragično, mislim, bolj kot to, da bi vedel. Je pa problem mentalitete našega, dejansko Slovencev. Mi težko sprejmemo, da ni več družbene lastnine. Tudi generacije, ki so se rodile po koncu socializma, po padcu socializma, živijo v nekih spominih svojih staršev, kako je vse luše naše, in kako lastnik o ničemer ne odloča in kako mi vsi vsem odločamo. Skratka, to samo upravljanje Kardeljevo se je zelo v duše Slovencev zasidralo, torej tudi če nerojenih takrat, kot zgleda že genetsko neki. Dedno. Dedno je, točno dedno. Tako da mene čudi sploh
že na začetku, ko smo se osamosvojili, če se spomniš, Aljuš, je bil problem, ko Shell ni dobil koncesije za postavitev črpalk bencinskih ob avtocestih. Skratka, ampak vsi ljudje so bili izjemno navdušeni, ne? Mi se ne bomo prodajali, tujci nas ne bojo, ne? Tuja peta nas ne bo. Tudi nizozemski minister je prišel nekaj lobirati, pa ni bil nič uspešen. Ja, se veš, pa imaš pivovarno, pa si imel edino, kar smo prodali, bila tobačna tovarna, a ne, ki je bila dobičkonosna, pa se je potem zaprli, pa imamo zdaj, kar imamo. Ne. Tako da enostavno težko smo sprejeli prehod družbene lastnine v privatno lastnino. In če ti bi danes grem stav, da polovico državljanov bi še vedno bila za to, da je to kar družbeno in da upravljajo eni, v katerih nič ne vemo. Ne? Zdaj imaš pa upravo z imeni in priimki in imaš nadzorne svete in imaš skupščino in imaš lastnike. Vse to so 4 akterji, več jih ni. Ja. Ne? In to je v resnici dosti preprosta zadeva, če delaš pošteno, je lahko vse transparentno, lastniki vedo, uprava se ve, kaj je njeno delo, a ne? In skupščina, seveda, če recimo, ali pa družbeniki, kakorkoli, imajo seveda tudi določene pravice in do seznanitve. Tako da to ni tako zelo komplicirano. Ni ta kunšt, ne? Ne, to zdi so bili bistveno hujši kunšt. Tam nisi res nikoli nič razumel. To ima neko logiko, nosi v sebi. Ne? Ampak lastnik v naši državi je še vedno en nekdo, ki je ali ukradel, ali nas bo ukradel, gotovo nima nobenih dobrih namenov, a ne, skratka, lastnik je pri nas prikazan negativno. Zdaj, a bo šel Petrol v ruske roke, jaz osebno še vedno upam, da ne, ker kot vemo, ne vem, tudi to je bilo, bojte se Rusov, jaz sem rasla tudi s tem, bojte se Rusov. Bomo še prišli do tega, če prije do Rusov, ampak za Ruse je tukaj imamo enega strokovnjaka za Ruse v oddaji, to je Vlado. Vlado, ti delaš tudi z Rusijo, imaš stranke iz Rusije, a bi tam recimo šlo skozi v Rusiji, se upravičujem, da bi pristojni minister ali pa predsednik vlade rekel, da nič ni vedel, ko bi nadzorni svet zamenjal upravo eni taki pomembni družbi, tudi v državni lasti. Kaj takega je tam popolnoma nepredstavljivo. Mislim, sploh je nepredstavljivo, da bi šlo to mimo recimo tovrstnih oseb, predsednika vlade v podjetju, ki je v državni lasti. To je popolnoma nepredstavljivo. Kaj šele, da bi ta isti potem v medijih povedal, da o tem nič ne ve in da bi okrog bo. To bi bilo tam smešno enostavno. Mislim, kdorkoli bi se upal tam kaj takega narediti mimo nekih struktur odločanja, ki so jasne, tudi če so neformalne, so jasne, je zaključil svojo pot in politično in verjetno poslovno. Zakaj recimo pol vidva mislite, da je to v Sloveniji možno? Zdaj recimo, če si pogledamo zdaj to novo začasno upravo, ker celo operacijo menjave uprave je vodila predsednica nadzornega sveta Drobne Popovič in zdaj je 3-članska uprava, same dame so v upravi, to je recimo pač iz spletne strani Petrola so navedene, za 2 sploh ni fotografije, za delavsko direktorico oziroma pač predstavnico zaposlenih v upravi je fotografija na spletu. Vidva sta pač človeka, ki sta nekaj dala skozi v življenju, sta kompetentna, vsak na svojem področju. Vidva, ko vidite ta imena, to vam vliva neko zaupanje? Imate občutek, da to vejo, kaj delajo, da je zdaj Petrol v varnih rokah ali da ni? Zdaj Lucija nekako že odgovarja. Ne, ampak te stvari so bile, ne vem, če vse 3, ampak 2 pa prav gotovo zaposlene v Petrolu. Ja, se to piše tudi. Piše. No, tukaj vem, da sem nekje ujela spotoma, torej vse vejo, kje so, no, to je že tudi danes veliko. Ne vzbujajo mi priimki zaradi tega, ker gre za povezavo, vsi priimki, kakor vidimo, so, zdaj mi bo kolega mogoče zameril, a ne? Taki kot njegov, hočeš zdaj. To si zdaj zelo subtilno povedala. S tem, da Vlado nima 2, ne? To ga mogoče malo rešuje. To ga precej rešuje. Ja, ti pa imaš 2, ti si pa že napol sumljiva, ker pa imaš 2 priimka. Ja, ampak nobenega ne ič, no. Ja, dobro, to še moramo ugotoviti.
Lej, če dovoliš, mislim, bi samo toliko rekel, da pravila seveda so precej enostavna. In tudi to, kar se tolikokrat omenja korporativno upravljanje, do te razprave o kakršnih koli načelih, pravilih korporativnega upravljanja, tam, kjer je stvar v zasebni lasti, ne pride. Tam se ve, kdo je kdo in kakšna je čigava vloga. Če bi tam nadzorni svet odpoklical upravo, kar je zagotovo neka radikalna poteza, lastnik pričakuje, da ga nadzorni svet o razlogih za takšno potezo vsaj obvesti. Mogoče so razlogi tehtni, mogoče niso, ampak to je najmanj, kar pričakuje. Ukolikor tega ne naredi, ali pa ukolikor se lastniku tako zahoče, v katerem koli trenutku, seveda z neko potrebno večino, razreši celoten nadzorni svet in izvoli drugega. In pravila so res silno enostavna. In ni debate potem, a je bila uprava z nekega pravno gledano, debate, a je bila upravičeno razrešena ali ne, sploh pa ne, a je bil član nadzornega sveta odpoklican upravičeno ali ne, ni nobene razprave o tem, zato ker se ve, kaj je čigava in kaj je čigava vloga. Tisti, ki da denar, ki zagotovi kapital, on upravlja. Zdaj imamo enotirni, imamo dvotirni sistem. Zakaj pa to pri nas tako? Zato, ker podjetja v državni lasti so še zmer v veliki meri nek političen plen vsakokratne politične oblasti. In ta odločitev je politična, v vsakem primeru, ne rečem, da je to ideološko politična, zagotovo pa koristoljubno politična. Ne rečem, da specifična, konkretna razrešitev oziroma zamenjave uprave Petrola, ampak govorim na načelni ravni. Ja. Ok, zdaj Lucija, recimo Berločnik je bil malo predtem je bil zamenjan oziroma odstopil potem dogovorno, ampak je bilo jasno, da ga menjavajo, vse to smo lahko uživo vsi spremljali, celo predsednik vlade je tweetal, preden se je to zgodilo, da nima nič s tem, kar se bo zgodilo, pa še ni vedel, da se bo zgodilo. Menedžer leta, ne? Menedžer leta, ja. Zdaj, kako je to možno po tvoje, da menedžerje leta takole razrešijo? To pa je, če se tako nekako še rusko-komunistična varianta, ne? Vse vemo, vedno so nekoga odlikovali, potem so ga pa zaprli. To je bilo pravzaprav večkrat v Sovjetski zvezi, tudi v Jugoslaviji, samo v Jugoslaviji nismo vedeli. Ampak vedno je bil zelo počaščen in takrat si lahko vedel, da je pravzaprav njegov konec nekje zelo blizu in že čakajo, da bo ta zgodba zaključena. Tako da to, da je si menedžer leta, če se ne motim, je bil tudi ta predsednik uprave Telekoma ravno tako menedžer leta, ki je danes odstopil. Torej, biti menedžer leta je več ali manj garancija za to, da si na odhodu. Da hitro greš. Ja, da ne bo tistega vica iz pauze ponovila. Boljše, da ne. Vlado, kako se tebi zdi, da je recimo nekdo, ki vodi podjetje v državni lasti, menedžer leta? Predvsem to povejo o našem gospodarstvu. Mislim, to ne pomeni nujno, da menedžer je ali da ni dober. Sigurno, da je nekako stopil v spredje. Ampak ne nazadnje, ti je že Petrol kot tak stopal v spredje. In seveda ti, če si menedžer v Petrolu, že zaradi tega stopaš v spredje. Ker je samo podjetje nekako precej zelo opaženo pri nas. Tako da v bistvu, kako bi ti rekel, kot da bi igral nogomet v Realu ali pa v Domžalah, naprimer. Veš, da si v Realu opažen, v Domžalah pa, da si ne vem kako vrhunski, ne tako zelo in ne tako hitro. Tako da delno gre recimo to pripisati sigurno temu. Zdaj, zakaj pa lahko odpoklican, in ta neka anomalija, kako je lahko odpoklican, je pa ravno v tem, zato ker odločitve niso poslovne ali pa mogoče poslovne odločitve ne stopajo, niso v tisto glavno vodilo, niso v ospredju. Vsa podjetja, ki so bila nekako najprej v družbeni, kasneje še v državni ali pa paradržavni lasti, torej da je politična oblast obvladovala lastništvo, so služila vsem mogočim namenom, samo seveda ne nekemu dividendam, ki bi se stekale v proračun. Ja.
A bi videla zdaj pričakovala, glede na to, da smo rekli, da bi nadzorni svet moral vsaj obvestiti lastnike, pa jih očitno ni, če pač verjamemo lastnikom, ne? A bi videla pričakovala zdaj, oziroma pričakujete, da bojo lastniki zdaj zamenjali ta nadzorni svet na skupščini? Kaj se bo po vajenem mnenju zdaj dogajalo? On misli, da ne, jaz mislim, da ja. Ker je preveč javno bilo izpostavljeno in mislim, da se morajo oprati na nek način, tudi če so bili dogovorjeni. Ampak bova videla. Ne vem, kaj pijeva, no čaj, jaz sem za čaj, lahko stava za čaj, ne. Jaz mislim, da bojo deklice spakirale. No, uprava ta. No, mislim, meni se tu bolj postavlja pod vprašaj v bistvu usoda ali pa vloga članov nadzornega sveta. To sem mislil, če bojo najprej zamenjali nadzorni svet, nekaj tak morajo najprej to narediti, če hoče upravo menjati. V neki normalni gospodarski družbi imaš sklic skupščine, kjer seveda se preštejejo glasovi lastnikov in tam se stvar pač ve, tako kot so se odločili, takšna bo usoda članov nadzornega sveta. Pri nas imaš pa seveda takšna in drugačna politična sita, usklajevanja, koalicije, ne, in mora to preskočiti cel kup nekih ovir in vedno bo nekdo neki proti, zato ker misli, da je seveda nekdo ali nekaj iz njihove interesne sfere ogrožen. Tukaj ima kolega sigurno prav, tukaj sploh ne igra politika leva, desna, srednja, zgornja, spodnja, tukaj gre izključno in samo za kapital. Ne? Tako da je čisto vseeno, kdo je na vladi. Ne? Kolač bojo pograbili in eni in drugi. Tako da z spremembo vlade ne spremenimo nič. Mi moramo spremeniti miselnost ljudi. To je pa težko in to verjetno traja tudi leta, ne? Desetletja, vendarle je 70 let bilo vzgajano na ta način in je težko to spremeniti. In kot pravi, če si lastnik, jaz sem pač lastnik svoje pisarne in se točno ve, koliko je ura. A ne? Mislim, lahko tudi sem krivična, ne? Pa se potem upravičam, ampak takrat so vsi tiho, ne? Si nihče ne upa nič reči, pa počakajo, da me mine. Sej traja 5 minut, pa me mine. Ampak hočem reči, vse pa ve, kdo je lastnik in se ve, vsak v svoji družini točno ve, kje mu je mesto. Poročeni moški te čist razumemo, Lucija, kaj hočeš reči. Točno vemo, kje nam je mesto. Ampak tole sem hotel še vprašati. Zdaj, v bistvu, kakšna je vloga odvetnikov pri vsem tem? Ne? Ker tle imamo še ta nek paradoks, da imamo pač odvetnika, ki ga je najela zdaj že bivša uprava, pa imamo potem odvetniško pisarno, ki jo je najel nadzorni svet, katerega dobršen del je zdaj obstoječa uprava. Kaj zdaj je? So odvetniki v bistvu tukaj imajo kakšno pomembno vlogo ali so v bistvu sam neki izvrševalci tega, kar pač stranke, ki jih najamejo? Te bom jaz rekel tako, oni odvetniki bi bili v teh zgodbah pešadija. Ne? Je pa še to najemniška, ne? Tisto srednjeveško najemniška. Ne igrajo. Jasno, mislim, zdaj, če govorimo o tem, da imajo res to vlogo, ne? Da so najeti kot neki pravni strokovnjaki, niso nobeni decision makeri. Ne? Mislim, seveda pač za to, za kar jih plačajo, probajo seveda vleči, ko bi rekel, na to stran, kar je tudi njihovo delo, ampak mislim pa, da bi pa tu zdaj rekel, da imajo neko odločilno vlogo pri tem dogajanju pa absolutno. Ne, zato sprašujem, ker recimo uprava bivša je imela Stojana Zdolška, ne? Zdaj pač nadzorni svet je najel odvetniško pisarno Čeferin, to so neka znana odvetniška imena v Sloveniji. Se pravi, so hoteli ustvariti ali ne, se motim nek vtis v javnosti, da to pa zdaj, kar te govorijo, to pa ima neko veljavo, da to pa drži. Sigurno, Čeferine takoj povežeš z Jankovićem, ne? Ja, recimo, jaz sem jih, ampak dobro, ti si to na glas rekla. Izvoli, kar nadaljuje v to smer, Lucija. Pismo, jaz to res ne brž kar preveč povem. Imaš besedo, kar izvoli, nadaljuje. In zdaj, če pogledamo te priimke, so tudi srbski priimki, a ne? Potem imamo tukaj Jankovića, potem imamo Jankovića v Moskvi, potem imamo Mercator, potem imamo Petrol. To so te uporne točke za moje razmišljanje. Ne? In bojim se, da gre zadeva dejansko preko, da smo še vedno del, da se Srbija dejansko povečala. Ne? Ni se Slovenija osamosvojila, nehimo si delati iluzije, ampak Srbija se je povečala.
In to za severno, kako bi rekli, severno Slovenijo, a ne severno Srbijo. Za severno Srbijo se je povečala in če si ne bomo, očitno ne bomo. Sej, če so ljudje zadovoljni zaradi mene, jaz sem proti jaz sem že ta delo delala za mladino. Veš kako, Lucija, zdaj ta hip vdaje smo samo Slovenci pa Hrvati. Jaz bi mogoče samo dodal to, recimo, da zakaj zdaj te neki angažiranih več odvetnikov. Verjetno nekako poskušajo vplivati na neko ex post percepcijo dogajanja, z opravičevanjem takšnim ali drugačnim. Ampak to je recimo v neki, kjer imaš ti neko DOO ali neko delniško družbo ali pa GmbH, AG, nekaj, pa da te pride zdaj nadzorni svet z nekimi pravnimi mnenji, tebi kot lastniku, pa zakaj? Pa lastnik se je tako odločil in če rekel ven, mislim, govorimo za član nadzornega sveta, ali pa če se je nadzorni svet tako odločil glede uprave. Ti s tem nič ne boš spremenil. Mislim, ne boš ga zdaj prepričal, ne boš mu zdaj dokazal nek svoj prav ekonomski, pravni, mogoče tudi boš, ampak ne bo nič drugače. A veš, to pa ravno zato, ker so poteze nenačelne z vidika neke ekonomije, zato ker so politično obarvane, motivirane in obremenjene, pač računajo na to, da se bo morda doseglo neko ex post spremembo percepcije ali pa prikazati neko drugačno sliko. Zato, nič drugega. Zdaj, Vlado, če bi se Rusi recimo zanimali za petrol, potem verjetno bi bila tudi njihova politika pač o tem obveščena, če ne bi celo dala befela. Kako bi se po tvoje, misliš, oni tega lotili? Tako kot smo zdaj lahko spremljali v tej aktualni zgodbi v zvezi z našim petrolom ali kako drugače? Absolutno ne preko medijev. Mislim, tam neko tako obračunavanje preko medijev, polemizacijo, to absolutno odpade, to ni šans, to ni govora. Mislim, to ne pride v poštev. Ampak zdaj recimo, ko je bila ta delegacija zadnja v Moskvi, pač Lucija je to že omenjala, Marjan Šarec, potem se je v istem času znašel tudi Zoran Janković v Moskvi, ki uradno ni bil del delegacije, ampak že takrat se je dosti pisalo, govorilo o tem, da so se pogovarjali tudi o petrolu, ne samo o Mercatorju. Verjetno, če bi Rusi imeli interes v petrolu, je skoraj nemogoče pričakovati, da na teh sestankih, srečanjih tega ne bi omenjali, ali pač. Česa misliš? Ja, to, da jih zanima petrol, recimo. Če je tam recimo predsednik uprave Petrola, če je tam predsednik vlade, če je tam Zoran Janković, da ne bi nikomor omenili, da jih zanima recimo petrol. Pa verjetno bi omenili, sam ni nujno, da bi bilo to izrečeno v javnosti. Ne, se ne mislim v javnosti, sam govorim o tem, da pač pri nas zdaj nihče nič ne ve, od teh, ki sem jih naštel, ampak če bi Rusi se zanimali za petrol, bi verjetno jim to povedali, ali ne bi? Težko rečem. Mislim, zelo odvisno od konkretnih okoliščin. Zdaj, Lucija, ta fotografija, ki bo pač nam ostala vsem v spominu, ko Marjan Šarec sekundira Zoranu Jankoviću, ko podpisuje neke dogovore z Moskvo, saj tako so nam pojasnili. Vidimo, predsednik vlade je zelo resno vzel to svojo vlogo, pri tem podpisu se zaveda pomembnosti tega dogodka. Ja, tudi župan Ljubljane zgleda, da pač pazi, da se bo prav podpisal. Zdaj, taka slika recimo, ko vidiš to sliko in potem, ko se spomniš na dogajanje v petrolu, na kaj pomisliš? Na svinjarijo, na korupcijo. Jaz samo na to lahko pomislim. Ampak še enkrat ti rečem, krivda je vendarle v ljudeh, da to dopuščajo. Jaz sem bila zgrožena, ko sem zadnjič ujela, da so napadali Batagelja, koliko zaračunava vstopnino v Postojnsko jamo. Želijo kaj, da robijo Rusi Postojnsko jamo, potem bojo pa zadovoljni, ker bojo zaračunavali Rusi vstopnino. Skratka, hočem reči, dokler bojo ljudje to dojemali, sej ta moment Rusijo ne moreš dojemati kot neko sovražno državo. Sigurno, da ne. Rusi ravno tako so proti invaziji imigrantov, skratka, so dost, Kapelcev imamo, na Vršiču.
Tako je. Smo zmagali v drugi svetovni vojni. Imamo, ja, mislim, hočem reči, in ne moreš jih imeti kot Sovjetsko zvezo. To so danes drugačni Rusi, oziroma po mentaliteti verjetno enaki Rusi, ki so pa bistveno bolj šli v gospodarsko ekspanzijo kot v vojaško. Za njih je bolj zanimivo, da gospodarsko okupirajo, da tako rečem, čim več, oziroma si pridobijo, ne rabijo več, zato ne potrebujejo vojaške sile. In zdaj so prišli najdlje na Balkanu, kar jim prej ni uspevalo. Neverjetno, da jim za časa še Jugoslavije pravzaprav ni tako uspevalo prideti daleč do sever, bi rekla na zahod, kot zdaj, kot v zadnjem času, ko kupujejo hotele, vse te nepremičnine, tudi v Franciji, se ni samo Slovenija. Torej, Rusi so tukaj sigurno podatek, ki je za Evropo zaskrbljujoč. Zame sicer osebno manj kot migranti, vseeno imam rajši Ruse, ampak kar je rekel kolega, tam se ne bi pogovarjali takole lušen, pa klepetali. To mi pa ni všeč, ta del nesvobode, ta del nedemokratičnosti, ki pa je v Rusiji še vedno prisoten, kot vemo, mi pa ni tako blizu. Ampak to se bo verjetno s časoma tudi pri njih spremenilo. Ne lahko, ampak predpostavljam, da čez kakšnih 10-20 let pa ja. Tako da niso zdaj neka silna nevarnost, so pa znajo biti pa neugodni. Zdaj, a veš, mislim, če se odločiš, da boš na Zahodu igral, pa da boš igral z zahodnimi partnerji, pa z NATO-m, potem je to neka prevara, tako kot v zakonski zvezi. Če si se odločil za enega partnerja, igrati na dve strani se mi pa ne zdi pošteno. Slovenija več ali manj skozi igra tu na dve strani, razlogi so taki in drugačni, tudi zgodovinski in ostali, ampak Vlado, recimo, ko pomislimo na Rusijo, pa bivšo Jugoslavijo, pomislimo na Srbijo. Kako pa recimo to sodelovanje Rusov v Srbiji izgleda? A Rusi pač, ne vem, filajo Srbijo z denarjem ali je to kako drugače? Ja, jaz že dalj časa mislim, da Rusi tam predvsem gledajo svoj interes. V Srbiji si najbrž pač obetajo, da bo od neke politične in geostrateške podpore imeli neko politično korist. Do zdaj moram reči, da do tega ni prišlo. In tudi vse, kar je Rusi so odnesli, nič niso prinesli. V enem srbskem liberalnem mediju, par dni nazaj, mislim, težko se spuščam v verodostojnost informacij. Jaz sem prebral, da je Srbija prejela od Evropske unije za približno 2 milijardi evrov nepovratnih sredstev, od ZDA približno milijardo, potem je bila Japonska z nekih 130 milijonov evrov, od Rusije 0 evrov. Ja, zanimivo. Tako da kako to tam zgleda, jaz mislim seveda, da je z nekega ekonomskega, pa tudi ne nazadnje mednarodno-političnega stališča Srbija bore malo od tega. Ja, mislim, da je to tem, ki upajo, da bojo mogoče kaj zaslužili, ob tej morebitni prodaji petrola Rusom, kar pomembna informacija. Lucija Šikovec-Ušaj, Vladimir Bilič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, če tankate na petrolu ali pa ne, to je bil bencinski 350 faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bova pod taktirko Bojana Požarja z Radom Pezdirjem komentirala, kdo in zakaj napada Banko Slovenije, predsednik Pahor pa v tej in drugih aktualnih aferah, ki tresajo tako vlado kot državo, vztrajno molči. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.